Ker hočeš ustreči svojemu klientu, veš, da bo polomija. Sej na svetu srečo se mi to ni zgodilo dostikrat, da bi vedel vnaprej, da je polomija, se mi pa je. Ta neka poceni namigovanja z raznimi slogani na plakatih, se ti želodec zraven obrne. Z mano je danes Zoran Gabrijan, večkrat nagrajeni kreativni direktor, ki je najdlje časa preživel na agenciji Futura in eden od ustvarjalnih umov za številnimi priljubljenimi oglasi. Zoran, dajva mogoče začeti s tem, katera je najbolj napačna, laična predstava, ki jo imajo ljudje v zvezi z delom v oglaševanju? Dostikrat se jim zdi, da ne počnemo kaj dosti, da pač vse, kar je treba, da si treba nekaj izmisliti. In potem to itak napišeš in potem to daš na televizijo ali pa na plakate ali pa na internet, kamorkoli že. Resnica je pa taka, da mogoče, ko delaš prvič nekaj takega, je zelo na easy, pa 10, pa 15, ko delaš pa 1500, za približno enak izdelek, mogoče z drugim imenom, je pa strašno težko kaj novega odkriti. Ste mogoče fan serije Mad Men, ki je bila pred leti zelo popularna in zdaj koliko ima en Don Draper skupnega z nekim ljubljanskim kreativcem, oglaševalcem? Nekaj vem o tej seriji, namenoma je nisem gledal, zato ker je v oglaševanju in sem probal to nekako potisniti stran, ne vem, neka moja osebna preferenca, da ne gledam dokumentarcev o še živih bendih in nekih stvari, ki se dotikajo moje branže. Ampak vem, kdo je Don Draper. Takrat so bili, zelo dosti ima skupnega z tem, kaj je bilo takrat v Ameriki. Dejansko je bil to top biznis, bili so totalni frajerji in delali so resno dobre stvari. Ker do takrat se oglaševanje je staro, z Rima izvira oglaševanje, pa morda še prej. Ampak takrat so ugotovili, da si lahko zabaven, kreativen, da si lahko drugačen. In ti časi so bili resno zlati časi oglaševanja. In takrat so tudi bili zelo dolgi teksti, naprimer, popularni v oglasih in ljudje so jih dejansko prebrali. Kako je pa danes videti tipičen dan oglaševalca, recimo zdaj znotraj neke agencije? Na kratko, vem, da dan ni enak dnevu, ampak ja. Pa je kar precej, tempo je v bistvu skozi zelo hud. Seveda se razlikuje specifika slovenskega oglaševanja, morda od večjih zahodnih držav, ki so tudi tržišča večja, ker je dostikrat tako, da imata copywriter in art direktor, to sta tim, ki pač se stvari izmišljujeta, in kreativni direktor zgolj morda 2, 3, 4 kliente maksimalno. In je tempo malo drugačen, mnogo več časa za izdelavo kampanj, malo več planiranja naprej, se mi zdi. Pri nas je pa, in verjetno na Hrvaškem in še kje, je pa strašno hiter tempo. In je marsikaj treba rešiti na dnevni bazi in to zelo povzroča težavice, ker se ti pa zajeda v neko delo, ki ga imaš pa za 14 dni ali pa za 3 tedne. Ja, vi imate res leta izkušenj, delali ste na številnih uspešnih in nagrajevanih, tudi viralnih kampanjah. Mi znate povedati, kaj naredi neko oglas ali pa kampanjo za hit? Znate to prepoznati, ko ga vidite? Ja, tako kot pravijo, da v vsakem dobrem komadu v glasbi obstaja tako imenovan hook. To je ta nek moment, ko rečeš, ko se začneš žvižgati, ali pa se ti zapomniš neko požvižgavanje, ali pa nek kitarski riff, ali pa nekaj podobnega. Tako mislim, da je nekaj takega treba imeti absolutno tudi v vsaki reklami. Če je zgodba zelo flat, mora biti res specifična, da funkcionira. To so kakšni taki zelo lirični spoti, ne vem, za kakšne nekaj, kar se dogaja na Krasu, naprimer, in potem imamo krasne posnetke in funkcionirajo. Spoti, ki pa probajo na drug način napovedati, pa rabijo neko cako. Vsi se več ali manj zatekamo dostikrat k humorju, ki je pač pali, zato ker ga ljudje resno potrebujemo. So pa tudi kakšni emotional momenti včasih, ali pa kakšni obrati, ali pa kakšna presenečenja. Skratka, zgodba mora imeti v 30 sekundah strukturo skoraj neke malo daljše napisane zgodbe. Kako pa veš, da bo neko glas polomija? To tudi takoj veste, ko ga vidite. Kako veš?
Dostikrat sem vedel že, ne, da bi zdaj koga specifično omenjal, potem ko sem prebral brief, se pravi navodila, ki smo jih dobili, kaj si nekdo želi povedati o izdelku. In polomija je v tistem trenutku, ko veš, da nekdo svoj izdelek absolutno precenjuje oziroma ga ne ocenjuje objektivno, ti pa pač, ker hočeš ustreči svojemu klientu, ga najprej poskušaš prepričati, da ne, in potem, če vztraja, pa moraš to narediti. V tem primeru veš, da bo polomija. Sej na svetu srečo se mi to ni zgodilo dostikrat, da bi vedel vnaprej, da je polomija, se mi pa je. Za celo kampanjo, zato ker sem pač nisem verjel v to, kar delamo. In se zelo dostikrat, ne vedno, ampak dostikrat se je pa izkazalo, da sem imel prav. A pa obstaja kakšna meja, ki je vi ne bi prestopili? Zadnje čase imamo, se mi zdi, v oglasih veliko nekega spet precej eksplicitnega namigovanja na spolnost, kar nekateri pravijo, da je precej pocen, kaj še kaj drugega, kar vas zmoti? Kar mi zmoti, česar se ne bi šel nikoli mešavati v politiko, na primer, ker se mi tudi to zdi poceni, pa če najlažje, to so sitting ducks, s kateri se pravzaprav vsi konstantno delamo norca, ampak potem gremo na volitve in jih volimo, pa potem se spet delamo norca, naredimo si heroja in potem ga podremo in to počnemo konstantno. In to je resno easy. Poceni namigovanja na seks so seveda nekaj resno vulgarnega. Se strinjam, nič ni narobe z čutnostjo, če je na lep način prikazana. Vse se da z neko prefinjenostjo narediti in tudi to zelo dobro uporabiti. Ampak ja, ta neka poceni namigovanja z raznimi, ne vem, slogani na plakatih, in jih par sem zdaj opazil, se ti želodec zraven obrne, ker je res na prvo žogo in vem, da je všeč enim 3 tipom tam, ki so malo najuckani že in se potem ful temu smejijo. Ja, zdaj pa za konec mogoče še malo bolj provokativno vprašanje. A bi bili ljudje presenečeni, če bi vedeli, koliko recimo za nastope v res velikih kampanjah dobijo kakšne znane osebnosti? Mislim, spet je meja pri nas, pa v tujini. Ampak ja, bi bili tudi, če bi pri nas vedeli, kakšne so številke. Osebno nisem z nikomer tak nikoli delal, da bi ta cifra bila neka bizarna. Ne, da bi se vsaj spomnil. Vem pa, da te velike zvezde imajo pa kar visoko ceno.